Pozdravljeni, evo, danes smo live, sem še mogla malo tehnično urediti na Instagramu, na Facebooku, v skupini in pa na YouTubu. Tako da, če me spremljaš v živo, dobrodošla, dobrodošel. Če gledaš v posnetku, seveda tudi, če se še ne poznamo, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od temeljev, celostne grafične podobe in pa spletne strani, ki konvertira. In danes imamo na sporedu eno zanimivo temo, in sicer 4 izboljšave spletne strani za več strank. Torej, kaj vse lahko narediš na svoji spletni strani? Delila bom torej 4 stvari, ki jih lahko narediš že zdaj, takoj po tem videu, ko pogledaš ta video, se lotiš in v bistvu izboljšaš svojo spletno stran, tako da bo pridobivala več strank. Zdaj, najprej gremo torej pogledat, kaj sploh je oziroma kaj je namen spletne strani. Zdaj, namen spletne strani ni, da je tvoj okrasek. Sploh govorimo, zdaj ta video danes je v bistvu namenjen bolj tistim podjetnikom in podjetnicam, ki imajo svoj biznis, ki imajo svojo spletno stran, ki je namenjena za njihov biznis oziroma za posel. Zdaj, če imaš spletno stran, ki je bolj za tvoj hobi, potem mogoče lahko uporabiš nekatere izmed teh 4 elementov, ne pa mogoče čisto za samoprodajo. Skratka, torej, kaj je namen spletne strani za podjetja? Torej, namen ni, da je tvoja spletna stran kot en okrasek tvojega brenda, ki pač lepo izgleda, ker mogoče si nekje slišal ali pa slišala, da je spletno stran zelo nujno imeti. To je ena taka zelo pogosta. Ko imaš podjetje, ko odpreš svoj espe ali karkoli, ponavadi dobimo velikokrat sporočilo, zdaj pa nujno rabiš najprej spletno stran. In seveda to je čisto razumljivo, ker pač je to nekaj, kar lahko takoj mogoče pokažemo. Ampak če je to tvoja spletna stran, potem samo en okrasek tvojega brenda in ne pridobiva strank, ne gradi odnosov, ne dela tebi nove prodaje, potem zamujaš v bistvu veliko priložnosti. Ker namen spletne strani je, da v bistvu deluje kot tvoj najboljši prodajalec. In kaj to pomeni? Da deluje v bistvu kot tvoj najboljši prodajalec 24 ur na dan, 7 dni v tednu, torej zmeraj. Torej, da je enkrat narediš in potem ti pač deluje. Seveda, občasno je fino, da jo kaj še obdelamo oziroma da kaj obnovimo, dodamo kakšne vsebine, optimiziramo in tako naprej, ampak osnovna ideja je, da je tvoja spletna stran kot en tvoj pomočnik, asistent in pa tudi prodajalec. In če še ni, potem zamujaš v bistvu ogromno priložnosti. In ne glede na to, v kateri fazi je tvoja spletna stran, mogoče jo šele planiraš, mogoče je že v izdelavi, pa jo lahko še kaj dodelaš. Mogoče pa že je obstoječa, pa ne dela to, kar si želiš. Karkoli je tvoj vidik, bodo ti 4 elementi, oziroma te 4 točke, ki jih bomo danes šli čez, v bistvu super zate. Ker lahko nekaj že implementiraš, če še spletne strani nimaš, še preden gre live in že odpraviš te napake, ali pa v bistvu optimiziraš, če že imaš spletno stran in pač ne deluje, kot bi morala. Bom ful vesela, če mi v komentar, če si z mano v živo ali pa v posnetku, če spodaj v komentar zapišeš, v katero skupino spada tvoja spletna stran. Ali je bolj kot okrasek, ali je bolj kot že prodajalec, pa mogoče rabiš še kakšno izboljšavo. Če pa tvoja spletna stran je že tipi-topi, potem pa najbrž niti ne gledaš tega videa. Tako da, ampak če pa je, pa bom vesela, če zapišeš spodaj v komentar. Če se ti pojavi kakšno vprašanje, kakšen aha dobiš, bom ful vesela tudi feedbacka, če mi ga pustiš ali pa če mi pošlješ zasebno sporočilo, če še ne želiš izpostavljati, nič hudega, čisto razumem, tako da dobim tudi malo za naprej vpogleda, kaj vam pripravim za naprej, kakšne vsebine in tako naprej. Ok, gremo na te 4 točke. Zdaj, prva točka, ki sem si jo zapisala, je pozitivna uporabniška izkušnja tvoje idealne stranke. Torej, ko prvič pride obiskovalec, tvoja idealna stranka na spletno stran, je pač super, da je zadovoljna, da najde vsebine hitro, da je torej njena uporabniška izkušnja kar se da pozitivna.
In kaj je pri tem zdaj tukaj en trikec, je, dodala sem, da je pozitivna uporabniška izkušnja za tvojo idealno stranko. Se pravi, ne zate, ne za enega X obiskovalca, ampak za tvojo idealno stranko. Ampak da ti lahko načrtuješ v bistvu sploh to uporabniško izkušnjo, da bo dobra za tvojo idealno stranko, je ključno, da svojo idealno stranko poznaš. In vem, da to ponavljam vsakič znova, ampak res je to zelo, zelo ključno in pomembno, da v bistvu sploh lahko naredimo potem korak naprej. Torej, poznati je treba, kdo je tvoja idealna stranka. In jo poznati res zelo podrobno. In jo ustvariti, torej načrtovati. In ko imaš v bistvu idealno stranko načrtovano, ko veš, kdo je, potem ti bo zelo jasno, kako jo zdaj lahko pelješ od tega, da pride prvič recimo na tvojo spletno stran, kaj ji tam ponuditi in kako jo potem peljati po tej tvoji spletni strani. Da bo se počutila domače, da bo se počutila fino. Ker spletno stran recimo lahko razumeš ali pa si jo predstavljaš tako, kot recimo bi bila ena taka izložba. Da imaš recimo izložbo v trgovini, podobno kot ta izložba za trgovino je recimo tvoja spletna stran. Ali pa, mogoče še drugačen primer, mogoče še malenkost boljši, je, da svojo spletno stran si v bistvu lahko predstavljaš kot ena taka online pisarna tvoja. Oziroma, karkoli pač imaš. Verjetno je pisarna ali pa, če imaš kakšno lokacijo, si predstavljaj, da je v online svetu to tvoj kotiček, kamor torej potencialne stranke pridejo. In zdaj, kaj mi želimo od teh potencialnih strank, ko pridejo v ta naš kotiček? Želimo, da se počutijo fajn, da se počutijo domače, da se počutijo dobrodošlo in da se počutijo, da je za njih poskrbljeno, da se počutijo vodeno. Zakaj? Ker če vse to se počutijo, se bo zgradilo že takoj na začetku, lahko že v prvem obisku, se takoj zgradi večje zaupanje. Torej med tabo in med idealnimi strankami. Kar je pa v bistvu potem lepo pelje do večje prodaje oziroma do večjih strank. Ker običajno ne kupujemo od podjetij oziroma od spletnih strani, ki jim ne zaupamo. Ali pa kjer vemo, da za nas recimo ne bo poskrbljeno. Ponavadi se potem ne odločimo za nakup pri njih. Tako da tukaj je v bistvu treba res fino paziti, da poskrbimo za našo idealno stranko. In najbolj lahko poskrbimo za svojo idealno stranko, ko jo seveda res do potankosti poznamo. Če ti dam čisto recimo en taki banalen primer, ki ga večkrat omenim, je, če recimo si fitness trener ali pa fitness trenerka in je tvoja idealna stranka, recimo, da si en fitness trener, fitness trenerka, karkoli, bo čisto drugačna spletna stran in čisto drugačna sporočilnost na spletni strani, tudi izgled in čisto drugače boš tudi vodil stranko oziroma obiskovalca po spletni strani, če je tvoja idealna stranka recimo ena mlada mamica ali pa en fitness bodybuilder. To sta recimo dve čisto drugačni idealni stranki, ki potrebujeta drugačen pristop, ki potrebujeta drugačne informacije, ki iščeta tudi drugačne informacije in si želita drugačne podpore. Samo tako za primer, da si znaš predstavljati, da v bistvu je treba oblikovati, torej prva točka je, da oblikuješ pozitivno uporabniško izkušnjo na spletni strani. Torej, da načrtuješ samo pot stranke, kako bo šla, oziroma obiskovalca v tem primeru, in pa seveda, da tudi poskrbiš, da tvoja spletna stran deluje čim boljše. Torej, da je prilagojena za iskalnike, za mobilne naprave, da je SEO optimizirana za iskalnike in tako naprej. Da se hitro nalaga, in da se predvsem vsebine hitro in pa enostavno najde. Ok, gremo na drugo točko. Druga točka je ena brezplačna ponudba, ki se ji idealna stranka ne more upreti. Že komu kaj si misli, kaj bi to lahko bilo? Zdaj, kaj v bistvu je? Velikokrat se zgodi, da imamo kot podjetniki mogoče kar eno tako prepričanje, da če nekdo pride na našo spletno stran, da bo prebral zdaj celo spletno stran od glave do pete. In jim damo veliko vsebin, kar je sicer lahko super in vse, ampak
potem se pa ne odločijo za nakup in se sprašujemo, zakaj. In treba se je zavedati, da večino novih obiskovalcev, ki torej prvič pride na tvojo spletno stran, se ob prvem obisku še ne bo odločilo za nakup. Razen, če imaš neke res zelo, zelo impulzivne nakupe. Zdaj, kaj lahko pa naredimo, da te stranke, ker zdaj, če obiskovalec pač pride na spletno stran prvič, se ne odloči na nakup, gre svoj life, pač gre naprej, živi naprej in se mogoče potem niti ne bo več spomnil na nas. Kaj lahko mi storimo, da se bo pač spomnil na nas? Torej, mi ga želimo v bistvu obdržati potem v svoji bližini. In v zameno, ker še mogoče se ob prvem obisku ni zgradilo takšno zaupanje, da bi kar se odločil za nakup ta novi obiskovalec, si mi želimo s tem obiskovalcem graditi ene super odnose. In želimo, da nam da v bistvu priložnost, da nas spozna. In lahek da za to, da nas spozna, bo dobil takrat, če bo dobil v zameno neko vrednost. Zato mu v bistvu ob prvem obisku, oziroma ko pride obiskovalec na spletno stran, lahko ponudimo brezplačno neko ponudbo, ki bo zanj magnetično nora, ki se je v bistvu ne bo mogel upreti. In kdaj to lahko naredimo? Takrat, ko poznamo svojo idealno stranko in lahko planiramo tudi to, kaj bi lahko bila ta brezplačna ponudba. Lahko je tudi sicer nizkocenovna, ampak jaz običajno za večino podjetij priporočam najprej neko brezplačno. Zdaj, kakšna je razlika, kdaj se odločimo za katero, je v bistvu s tem, da v bistvu pri brezplačni ponudbi gremo bolj na širšo množico. Torej, bomo iz druge strani, če damo to ponudbo na mizo, bo na drugi strani lažji da se odločijo za brezplačno ponudbo. Na drugi strani pa je seveda tudi nizkocenovna ponudba lahko zelo super, zaradi tega, ker pa dobimo bolj investirane kupce oziroma stranke, ki so že napravili nakup, in to pomeni, da se bodo potem velikokrat lažje odločili za naslednji korak. Ampak v tem primeru zdaj je super, da imamo neko brezplačno ponudbo, ki bomo lahko jo ponudili našemu novemu obiskovalcu, torej ko pride prvič na našo spletno stran, in ga preko te brezplačne ponudbe. To pomeni, da ko bo rekel, da obiskovalec tej brezplačni ponudbi, bo avtomatsko prišel na našo mailing listo. In seveda potem moramo s to mailing listo tudi delati, graditi odnose. Po domače povedano oziroma zelo poenostavljeno je običajno se potem sproži tudi neka avtomatska sekvenca, kjer vodi potem obiskovalca k temu, da nas bolje spozna, da spozna našo ponudbo in da je bolj pripravljen potem na naslednji korak. Ok. A je kakšno vprašanje ali vse jasno? Torej, v bistvu s to brezplačno ponudbo jim mi damo, obdržimo jih nekako v svojem krogu, ampak kaj pa je treba paziti? Še to moram pa poudariti. Tukaj je pa v bistvu treba res paziti, da ta brezplačna ponudba je kvalitetna, da je nekaj dragocenega, kar si naša idealna stranka res želi. Velikokrat se zgodi, da slišimo od podjetnikov pa podjetnic, saj jaz imam, tam se lahko prijavijo na mojo mailing listo in potem dobijo en PDF. In ta PDF potem recimo nima nobene vrednosti. Ne da obiskovalcu nobene vrednosti. In seveda je lahko recimo, običajno je ta PDF kot ena promocija, kupi. In nima za obiskovalca oziroma za idealno stranko, potencialnega kupca, nobene vrednosti ali pa bolj malo. In če je to v bistvu skoraj da prvi stik z nami, si lahko tukaj naredimo veliko škodo. Zakaj? Ker če bo nekdo se torej prijavil na našo mailing listo, ker si želi imeti pač ta PDF, ki smo ga mi obljubili, in ga ne sezujemo pozitivno, da bo navdušen, ampak ga razočaramo že na prvem koraku, kakšna je verjetnost, da bo potem z nami sploh ostal v stiku naprej? Verjetno zelo mala oziroma se zelo zmanjša. V nasprotnem primeru pa če mu ponudimo eno brezplačno ponudbo, ki jo bo dobil in ga bomo sezuli, ker bo ta brezplačna ponudba toliko vrhunska, da bomo res dala neko vrednost, idealno, če mu naredi neko prvo transformacijo ali karkoli, bo pa navdušen. Bo takoj se začeli graditi boljši odnosi na boljših temeljih. Tako da tukaj je vedno fino paziti, da je boljše, da imaš eno zelo premišljeno to brezplačno ponudbo, ki je pisana na kožo tvoji idealni stranki, je res visoke vrednosti, ker obiskovalec tudi
plača za svojim časom. Tako da nič je brezplačno oziroma nič ni brezplačno v našem svetu. Okay, tako da tukaj res treba paziti, da ima torej ta brezplačna ponudba tudi visoko vrednost, ker bomo s tem začeli graditi že takoj zaupanje, dobre odnose in tako naprej. Tako da to je eden zelo pomembnih korakov. Ok, gremo na tretjo točko, da ne bom predolga. Tretja točka je pa, da pogledaš na svoji spletni strani, ali imaš dovolj informacij o svoji ponudbi, o svojem poslu, da torej obiskovalec prejme dovolj, ampak ne pa preveč informacij. Ok, zdaj kaj se lahko zgodi? Recimo, da imamo mi neko spletno stran in ker smo recimo strokovnjak na svojem področju, seveda imamo veliko znanja. In ker smo podjetniki, podjetnice običajno zelo radodarni, bi radi veliko povedali, delili z svojimi idealnimi strankami. In bi jih radi izobrazili, da bodo razumele. To je čisto dobronamerno. In potem se zgodi, da v bistvu na spletno stran damo toliko informacije, da je vsega enostavno preveč. Da obiskovalca čisto preobremenimo, da je preobremenjen, ker ali se mu ne da tega poslušati, ali je preveč informacij, ali je preveč zapleteno, ampak ta naš obiskovalec, idealna stranka, recimo si želi samo rešitve, ne rabi pa zdaj diplomirati iz tega, ker ti vse veš. Ne rabi imeti vso tvoje znanje. In če ga preobremenimo, če mu damo preveč informacij, ga lahko takoj na tej točki že izgubimo. Tako da tukaj je fino paziti, koliko je zdaj ta meja preveč pa premalo. Ker na drugi strani pa, če mu damo v bistvu premalo informacij, pa je seveda spet problem, ker ne bo imel dovolj ta naš novi obiskovalec ali potencialna stranka, ne bo imela dovolj informacij, da bi lahko sprejela neko informirano odločitev o tem, ali je naša ponudba za nas za njo ali pa ne, da se odloči za nakup. Tako da tukaj je fino paziti, da imamo res ta neki balans med tem, da damo dovolj informacij, vse tiste, ker so potrebne, in pa ne preveč, da jih ne obremenimo. Tukaj je fajn testirati, fino se postaviti recimo v kožo tvoje idealne stranke in potem zamisliti si, katere informacije v bistvu nujno rabi, minimalno rabi, da lahko sprejme informirano odločitev, ali je tale moja ponudba za njo ali ne. In zdaj, če želimo podpreti tudi tiste, ki pa mogoče bi radi vedeli malo več kot ta minimum, pa lahko v bistvu vsebino, sploh če to govorimo o nekih prodajnih straneh, torej na strani, kjer je predstavljena tvoja ponudba, lahko v bistvu večje kose besedila, ki jih je vedno fajn čim bolj na kratko, jasno napisati, mogoče dodati kakšne slikce, torej razbiti, da ni en tekst v kosu, jih lahko skrijemo v tiste elemente, kjer kliknemo pokaži več, in se nam potem preskrola več besedila. Pokaži več pa ne gre na drugo stran. Torej, ko imamo obiskovalce enkrat na naši prodajni strani, kjer je ponudba, ga nikoli ne pošiljamo dol iz te strani. Ker to je približno tako, kot da bi šli v pekarno in bi pred pekarno nekdo stal ali pa en korak znotraj v pekarno in bi nam rekel, kar pejt ven, malo še pejt okoli pogledati. Tako da tudi mi na spletni strani ne želimo naših strank pošiljati dol sploh iz teh prodajnih strani, kjer je predstavljena naša ponudba in tako naprej. Seveda to zdaj govorim zelo splošno, ker je pač odvisno od tvoje idealne stranke, od ponudbe in vsega. Ampak nekako splošno velja, da če imamo, pač ne pošiljamo dol iz spletnih strani, če to ni res blazno nujno. Zakaj to poudarjam? Ker velikokrat vidim, da imamo recimo spletno stran, in na tej spletni strani je potem ponudba razložena in potem seveda, ker smo podjetniki recimo zelo radodarni, dodajo še, več o meni si pa preberi tukaj. Ali pa več o tej metodi si pa preberi tukaj. In so potem linki na tej prodajni strani recimo na drugo stran. Lahko je tudi znotraj tvoje strani ali pa še slabše na eno čist X stran. Oboje ni najboljše za prodajno stran, govorimo, Torej, ko smo na prodajni strani, ko želimo kupca torej obdržati, da je na tej strani, mu na tej strani damo vse informacije, ki jih potrebuje in ga torej ne preobremenimo. Gremo na četrto točko, torej zadnjo današnjo točko, ki je pa zelo spregledana, pa zelo pomembna.
In sicer to je jasen in dovolj pogost klic k akciji. Torej, na naši spletni strani lahko, če greš pogledat svojo spletno stran, se vprašaj, ali imaš na vsaki podstrani vsaj en klic k akciji. Zdaj, fino je, da je ta klic k akciji, k eni akciji, če je smiselno. Seveda to pogosto ni tako, recimo na domači strani bo verjetno več klicov k akciji, ker bodo pač na različne strani, ampak na vsaki strani pa poglej, da imaš vsaj en klic k akciji. In mogoče bo zdaj vprašanje, ok, kaj pa recimo stran o meni, kjer se jaz predstavim, tukaj ne rabim nobenega klica k akciji. Zdaj, če še ne poznaš, lahko greš pogledat moj video, kako narediti na YouTubeu, na moji spletni strani na blogu, je video, kako narediti boljšo stran o meni in tam dodamo tudi klic k akciji. Ker stran o meni ni tvoj življenjepis, recimo, ampak je stran, kjer te želijo tvoje potencialne stranke spoznati. Malo v drugačni luči, ne bom šla v toj podrobnosti, ampak hotela sem samo reči, da mogoče bi bil kakšen pomislek, ok, stran o meni ne rabi klica k akciji. Ne rabiš ga dati, lahko pa ga izkoristiš. In sicer razmišljaš, ok, zdaj, ko me je nekdo spoznal, kaj je najbolj smiselni korak, da naredi naprej. Ali bo to mogoče, da pogleda nek članek na mojem blogu, ali mogoče, da rezervira termin, da se slišiva, ali ga mogoče lahko povabim, da naredi naslednji korak in se prijavi na mojo brezplačno ponudbo. Skratka, nekaj, kar je najbolj smiselno za tvojo idealno stranko. In na vsako podstran potem daš vsaj klic k akciji. Ker s temi klici k akciji v resnici nekako vodimo obiskovalca od prvega obiska, po posameznih straneh, da ga lepo vodimo, kaj naj naredi, po kakšnih korakih naj gre, ko prebere ali pa pogleda eno stran, kaj je potem njegov naslednji korak. Da ga lepo peljemo in da se bo počutil vodeno in dobrodošlo in fino fajn. In potem, če mogoče kdo ne pozna, kaj je klic k akciji, to je običajno gumb, ki pove, kaj naj obiskovalec zdaj naredi, ko pride do tega gumba. In fino je, da je ta gumb oziroma ta klic k akciji najbolj jasen. Ne tukaj naumljati nekih novih besedil ali pa nekih poetičnih napisov, ki so sicer lahko super fini fajn, ampak ne, klic k akciji naj bo čim bolj jasen in čim bolj direkten. Če je to kupi, naj bo na gumbu napisano kupi. Če je to, da rezervira termin, lahko napišeš na gumb rezerviraj termin. Okay? Ne tukaj iskati ali pa naumljati tople vode, ker bodo rezultati slabši. Zdaj, še bolj fino pa je, če k temu gumbu lahko damo tudi neko urgentnost. Zakaj bi obiskovalec moral narediti to ravno zdaj? Zakaj zdaj pravi čas? Sploh, če gre za nakup ali pa rezervacijo termina ali pa kaj takega. Okay? Razmisli, kako lahko urgentnost dodaš. Ali imaš mogoče omejeno število prostih mest. Tukaj ne gre za zavajanje, da še to opozorim. Ne gre za zavajanje te urgentnosti ali pa si nekaj izmišljevanje, ampak naj bo resnično. Če lahko vključiš urgentnost, zakaj naj naredi ta korak zdaj, potem je zelo super, če jo tudi vključiš. Recimo, če imaš neke posvete, imaš verjetno omejeno število mest. Ali pa omejene termine proste. To lahko kot urgentnost poudariš, da je omejeno število mest ali pa da je omejeno termin in da naj čim prej rezervirajo, zato da bodo lahko rezervirali tisti termin, ki si ga pač recimo sami najbolj želijo. Tako da to je v bistvu ta klic k akciji. Zdaj, kako pogost naj bo? Mogoče še to, ker dobim velikokrat tudi to vprašanje. Klic k akciji naj bo v bistvu povsod, kjer je mišljeno, da pridemo do nekega preloma, da zdaj ali naredi nekdo naslednji korak ali pa sprejme neko odločitev. Primer, če delamo recimo prodajno stran, torej kjer je opisana naša ponudba, potem na tej strani seveda ni klic k akciji ali samo na dnu ali pa samo nekje enkrat. Ne, klic k akciji damo v bistvu pod vsakim sklopom besedila, kjer damo neke ključne informacije in pridemo do točke, ko se ta naš obiskovalec lahko odloči, ali je zdaj, ko si pa to prebral, pravi trenutek, da narediš naslednji korak. In tam damo pač klic k akciji. Ali to kupi, ali rezerviraj termin, ali pač karkoli je. Naj bo torej jasen in pa čim bolj direkten. Ok,
to so v bistvu te 4 točke, ki sem jih danes želela deliti. Ful me zanima, če ti kateri element izmed teh 4 manjka na tvoji spletni strani ali pa ga mogoče treba dodelati, tako da bom zelo, zelo vesela, če deliš spodaj v komentar ali pa mi zdaj, če si še v živo z mano, da mi hitro natipkaš, kaj to je. Zdaj, če je kakšno vprašanje, še lahko z veseljem odgovorim, drugače pa so to v bistvu ti 4 delčki, ki sem jih v bistvu danes želela deliti. Samo pogledam na Instagramu, vidim, da ni. Ok, na Facebooku vidim, da je tudi bolj ni vprašanj, so vse ok, pozdravček vsem, pa na YouTubu ni. Tako da bom vzela to, da je bilo dovolj jasno razloženo. Če se ti slučajno pojavi kakšno vprašanje, seveda zmeraj vabljena, da mi ga zastaviš ali pa da mi pošlješ zasebno sporočilo, z veseljem pomagam ali pa odgovorim, kolikor je pač v moji moči. Tako da, hvala za danes, upam, da vam je bilo to koristno, bom zelo vesela tudi kakšnega feedbacka, da vemo potem naprej, ali naredimo še večkrat kakšne take live na določeno tematiko. Jaz ti želim uspešno implementacijo, da res greš v akcijo, da izboljšaš svojo spletno stran in imej en čudovit dan. Čau, čau!